Gre za lepotne popravke veljavnega zakona. Če bi inšpekcijske službe upravljale svojo funkcijo, potem ni nobene potrebe, da bi tudi ta zakon spreminjali. Kaj želi vlada z temi predlogi? Želi povečati administracijo, želi onemogočiti tistim, ki so bili danes solidarni, in ta solidarnost ali pa medsosedska pomoč, ki temelji na tradiciji slovenskega naroda, nekako zbirokratizirati. Sosed ne sme pomagati sosedu, čisto preprosto povedano. Ali drugače povedano, če bi moj sin med počitnicami želel priti do dodatnega zaslužka, in to na pošten deloven način, pomeni, da bi po sedanjem zakonu moral oditi na upravno enoto in narediti vsaj 6 korakov, da bi to svojo dejavnost lahko opravljal v skladu z vsebino tega zakona. Pomeni, da mora oditi na upravno enoto, povedati, kaj želi delati, recimo, da bo dejal, da bo nabiral borovnice, potem bo moral izpolniti na upravni enoti ta formular, potem, ko bo ta sezona mimo, bo moral izpolniti formular in obvestiti nadzorne organe, Carinsko upravo Republike Slovenije, ki bi vršila nadzor nad tem delom, koliko teh borovnic je nabral v skupni masi, koliko je za to pokasiral, torej v znesku, to prijaviti na posebnem formularu nadzornim inštitucijam in obvestiti tudi upravno enoto. Skratka, narediti mora 5 ali 6 korakov, da zadosti zahtevani birokraciji, ki ga za vsebino tega zakona država skuša uveljaviti. To pa seveda ni namen in to ni intenca tistega zakona, ki bi ga pričakovali, zato smo v Slovenski demokratski stranki mnenja, da je tudi to vsebino zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno potrebno zavrniti.